Tole je knjiga, ko se v svojih čudnostih prepoznamo in drug drugega dotaknemo. Zgodba drugačnih otrok, polna prijateljstva, razumevanja in predvsem sprejetja vsakega, kar nam gre danes, na žalost, kar težko od rok. Čudna sem, vem. To vem že dolgo in sem se že navadila, da me ljudje včasih gledajo po strani. Da sem se navadila, mogoče ni najnatančnejši izraz, saj mi je bilo vedno vseeno. Videla pa sem, da si ljudje mislijo, da sem čudna. Ana, živjo, a se tudi ti sama sebi kdaj zdiš čudna? Ja, jaz se tudi sama sebi kdaj zdim čudna. Sploh takrat, ko se začnem sama sabo na glas malo zgovarjati. Ja, to pa verjame, tudi sam to kdaj počnem. No, čudni pa so tudi glavni junaki v tejle zgodbi Klub čudnih otrok. Bi jih morda predstavila na kratko. Ja, Mila je v bistvu avtistična in se veliko lažje poveže z živalmi kot pa z ljudmi. Pa je Peter, ki se boji v bistvu res čisto vsega. Katka je v bistvu zelo zazoplena v knjige in v bistvu v branju tudi rada kaj pač preveč poje, tako da ima tudi debele in je zato smatrana kot čudna. Pa Franta, ki ima v bistvu že odkar je začel hoditi bergle in v bistvu tudi njegov karakter ni glih najbolj prijeten in se je v bistvu tudi sam malo prispeval k temu, da se je izključil iz družbe. Kaj se te je najbolj dotaknilo? Najbolj se me je dotaknilo v bistvu, da Katka kljub svojim strahovom, da bi šla z njimi, je v bistvu šla na to avanturo. V zgodbi lahko najdemo oziroma se poglobimo tudi v notranji izmišljeni svet glavnih junakov ter se srečamo s pojmom pravega prijateljstva. Kako je to v knjigi predstavljeno? Ja, v bistvu zmer, ko je nekdo na piki, ko ga, ne vem, zafrkavajo pa kaj takega, v bistvu zmer se postavijo zanj in mu ga v bistvu probajo ven zvleči in pač ga branijo. No pa v pravem prijateljstvu pa vprašajmo še avtorico knjige Petro Soukupovo. Petra, kaj ti pravo prijateljstvo lahko prinese? S tím přátelstvím, ano, to je jedno z hlavních poselství té knihy, že i, řekněme, divné děti mohou mít přátelé a že to přátelství je důležité, že člověk bere toho druhého člověka i s těma jeho třeba zvláštnostma nebo divnostma. Pro mě samotné je přátelství strašně důležitá věc, i třeba proto, že v dětství jsem jich za stolik neměla. Hvala lepa, Petra. Ana, imaš tudi ti tiste prave prijatelje, ki te ne pustijo na cedilu? Ja, ene par jih je, ampak je v bistvu pomanj, da več tistih, ki niso čist pravi. Tako da je te, ki so pravi, res treba čuvati, pa pač jih imeti rad. Ja, Ana, upam, da boš te prijatelje obdržala celo življenje. Kaj ti pravi prijatelji, tisti, ki te ne pustijo na cedilu, so res velika dragocenost. In enega takega prijatelja imam tudi v studiu, kjer spretno povezuje kviz. Juž, beseda je tvoja. O, kako lepo, tudi ti si zagotovo moj prijatelj Rok. Srček, upam pa, da bodo moji prijatelji ostali tudi tekmovalci, potem, ko jim bom prebral tole vprašanje. V knjigi Klub čudnih otrok se avtorica Petra Soukupova ukvarja z drugačnostjo in pomenom prijateljstva. Kaj poudari kot pomembno značilnost prijateljstva in prijateljev? A. Prijateljev nikoli ne pustimo na cedilu. B. Prijateljstvo pomeni sprejemati osebo takšno, kot je. C. Pravi prijatelji so izredno redki in zato toliko bolj dragoceni. Ali D. Da pravega prijatelja spoznaš v nesreči. Aha, Primorci vi ste izbrali B, Gorenci vi pa C, če se ne motim. Ja, avtorica pove, da je eno od sporočil te knjige, da imajo recimo tudi čudni otroci lahko prijatelje. Takšno prijateljstvo je pomembno zato, ker se človek ob tem nauči človeka sprejemati, tudi če je nenavaden. Pravilni odgovor je torej B in 5 točk za osnovno šolo Solkana.